pozdravljeni še iz moje strani. Tukaj sem v imenu Mladinskega sveta Slovenije, kot me je že Sabina napovedala. Veseli me, da vidim tukaj tudi še Maja Drobne, ki je bila facilitatorka na Evropski mladinski konferenci, tako da evo, smo v malo večji zasedbi. Kot je Sabina rekla, jaz bom v bistvu nadaljevala tam, kjer je Anja ostala, torej znotraj predsedovanja Slovenije Svetu Evrope smo na področju mladine naredili par večjih dokumentov, pa Evropsko mladinsko konferenco. Zdaj pa bom probala še rad, samo da vidim. Super, ki meni. Ok, tako sem čisto eno kratko predstavitev pripravila. Torej, Evropska mladinska konferenca je potekala med 26. in 30. septembrom, ne decembrom, se vidi, da sem že pri koncu leta. Originalno naj bi potekala v živo, ampak smo potem ugotovili, da bi v bistvu mogli planirati dvojno konferenco, tako da smo se odločili že na začetku leta 2021, da bo potekala po spletu, kar je za nas predstavljalo kar velik izziv, ker je bil glavni namen konference vrednotenje celotnega 8. cikla, torej celotnega 18-mesečnega cikla mladinskega dialoga, ki je potekal po celi Evropi, torej več 10.000 mladih je bilo vključeno v posvetovanje, v zbiranje mnenj. In je načeloma ta tretja konferenca v ciklu ponavadi tista, kjer se praznuje, kjer se evalvira celoten proces in pa tudi, kjer se oblikuje priporočila za resolucijo Sveta ministrov EU na področju mladine. Tako da želeli smo konferenco narediti čim bolj participatorno, da mladi ne samo gledajo frontalno neke visoke goste. Tudi en tak ključen vidik konference je, da so udeleženci tako predstavniki mladih kot oblikovalcev politik. Recimo za vsake države so 3 predstavniki mladih in 2 predstavnika odločevalcev, kot bi rekel, od našega urada Republike Slovenije za mladino. In torej naš izziv je bil vsega začetka, kako narediti ta proces konference čim bolj participatoren, da lahko mladi čim bolj, da se jih sliši, da imajo možnost tudi dialoga z odločevalci in med sabo in pa tudi, da ni zaprtega tipa, torej kot sem rekla, 5 udeležencev je načeloma iz vsake države. Tako da smo že na začetku, ko smo oblikovali spletno stran, dali noter tudi nek v bistvu čisto preprost obrazec, ki pa je omogočal mladim, ki niso bili udeleženci na konferenci, da so lahko tudi sami podali svoja mnenja in bi se pisali odločevalcem, torej poimenovali smo ga Mailbox to Decision Makers. Takole je recimo izgledala en del spletne strani, kjer smo imeli 7 skupin na konferenci, namreč na konferenci smo, tako kot je Anja že povedala, zasledovali 9. evropski cilj mladih, prostor in participacija za vse, ki ima 7 podciljev, tako da smo potem tudi udeležence razdelili na teh 7 podciljev. Če vam pokažem, evo takole je recimo izgledala vmes konferenca, vmes smo tudi Tomači začel čas. Velik del konference je potekal v Mariboru, ker smo postavili studio, vmes so se nam pa gosti tudi javljali v živo iz druge, tako kot Evropska komisarka Marija Gabriel. Torej, kot sem že rekla, prostor in participacija za vse je bil 9. evropski cilj mladih, ki je konferenca in celoten cikel naslavljal. Znotraj tega cilja je bilo ključnih 7 podciljev, ki so se navezovali na vključevanje mladih v vse nivoje politike, na enak dostop do vse mlade, na povečanje participacije mladih, na fizične prostore in virtualne prostore za mlade, na financiranje, priznavanje in razvoj mladinskega dela ter na relevantne informacije in informiranje. Glavni cilj konference, poleg vrednotenja celotnega cikla, je bilo oblikovanje 22 priporočil, mislim, da sem to že omenila, ki jih je potem 29. novembra sprejel Svet ministrov EU in ta priporočila so se navezovala na teh 7 podciljev, recimo pri vključevanju mladih v vse nivoje politike so mladi predlagali, da odločevalci tudi dajo povratno mnenje na vključevanje mladih v politiko in pa, da se sploh fokusiramo na politične odločitve, ki se tičejo mladih. Pri drugim podcilju
se je sploh navezoval na področje informiranja, polnomočenja manjšinskih in ranljivih skupin mladih, tretji podcilj na simulacijo volitev za mlajše od 18 let, torej nekako preobrazili se ta Vote 16, o katerem govorimo že nekaj let. Pri četrtem podcilju so se navezovali na varovanje prostora v družbi, znotraj katerega so lahko mladi aktivni državljani, torej tako imenovani državljanski prostori. O petem podcilju bom povedala malo več kasneje, glede na to, da je to glavna tema tega posveta. Šesti podcilj, ki je financiranje, priznavanje in razvoj mladinskega dela, se je osredotočal v priporočilih na oblikovanje tako imenovanega Youth Recovery Plana. Namreč, kot najbrž veste, je Evropa zdaj sprejemala Recovery Plan, v katerem so nekatere države noter tudi vključile mlade, nekatere pa ne. Slovenija ga recimo ni, tako da so v bistvu udeleženci na konferenci predlagali, da se naredi prav poseben Recovery Plan samo za mlade. In pa tudi pri tem področju se nam je zelo pomembno priporočilo, da je treba izboljšati dostopnost mladinskega dela in pa priznavanje. Naprimer, mobilno mladinsko delo v ruralnih in oddaljenih območjih, ter za mlade z ovirano mobilnostjo, ter formalno priznavanje mladinskega dela in aktivno partnerstvo z formalnim izobraževanjem. In pa pri sedmem podcilju so poudarjali, da morajo informacije za mlade ustvarjati mladi sami. Torej, kako je konferenca potekala? Udeleženci so dobili neke raziskave, ki so bile že narejene tekom cikla, potem so med sabo delili mnenje in izkušnje tudi na podlagi teh raziskav, tako da vedno smo želeli vsako odločitev, ki so sprejeli, podkrepiti z dokazi in na to so oblikovali ta priporočila glede na teh 7 podciljev. Zdaj sem pa mislila še malo bolj podrobno predstaviti priporočila, ki se nanašajo prav na digitalno participacijo mladih. Prva je ta, ki smo že omenili, simbolične volitve za mlajše od 18 let, cilj katerih bi bil spodbujanje politične participacije, pa tudi prepoznavanje mnenja mladih. In tu je zelo dober primer škotski mladinski parlament, ki so ga izpostavili, ki je podobna struktura kot na mladinski svet v Sloveniji, samo da je hkrati absolutno izvoljen, torej vsi člani so mislim, da jih je 50 ali 60 so izvoljeni iz regij lokalnih in pa iz nacionalnih mladinskih organizacij. In hkrati s tem tudi že pri mladih od 15. leta naprej simulirajo zelo aktivno volitve in čisto vsak mlad na Škotskem je v bistvu ima pravico do voljenja članov v mladinski parlament in pa tudi kandidiranja. Potem na drugo priporočilo je oblikovanje spletne platforme z informacijami za mlade, ki bi želeli kandidirati v politiki in biti aktivni. Torej, udeleženci so izpostavili, da tisti mladi, ki želijo postati aktivni v družbi, sploh v politiki, nimajo dostopa do informacij, kako. Potem še eno priporočilo je bilo ustanavljanje minimalnega digitalnega standarda, ki bi vključeval brezplačno infrastrukturo, kot je na primer internet in osnovna digitalna orodja, ki jih uporabljajo mladi, tudi za tiste mlade iz bolj oddaljenih področij. Potem večkrat se je pojavljal koncept digitalnih spretnosti in digitalnih kompetenc, torej s ciljem opolnomočenja in izobraževanja mladih za razvoj digitalnih spretnosti, s posebnim poudarkom na mladih z novimi priložnostmi, torej tisti, ki že tako imajo otežen dostop do pridobivanja teh spretnosti in kompetenc. Potem še eno priporočilo je bilo oblikovanje varnih oziroma mladim prijaznih spletnih prostorov. In so predlagali, da se na evropski ravni razvije okvir za merjenje primernosti digitalnih prostorov za mlade, kjer se je tudi je jezik dostopen in razumljiv mladim, ali so informacije centralizirane in dostopne z namenom, da se lahko mladi bolj aktivno vključijo v družbene in politične procese. In pa kar 2 priporočili sta se nanašale na digitalno v formalnem izobraževanju, torej eno na opolnomočenje učiteljev, zato da lahko kvalitetno podajo znanje o digitalnih kompetencah in orodjih, da se lahko mladi zaščitijo pred dezinformacijami in sovražnim govorom. In pa druga, redni pouk medijske in informacijske pismenosti v osnovnem in srednješolskem izobraževanju. To so bili nekako ključni rezultati konference na področju
digitalne participacije, ki so na voljo, lahko jih najdete tudi na spletni strani Mladinskega sveta Slovenije in tako kot je Anja povedala, jih je zdajle pred kratkim, 29. novembra, so bila sprejeta, tako da je to že del uradne resolucije, na kar smo zelo ponosni. Zdaj pa, v bistvu, resolucija ni zavezujoč dokument, tako da je na akterjih mladinskega sektorja, da vidimo, kaj so tiste priporočila, ki so nam blizu našemu delovanju, naši viziji, in potem odločevalce spodbujamo njihovi uresničitvi. Tako, to je nekako iz moje strani. Lepa hvala.